O zavrnitvi Lizbonske pogodbe, komentar dneva Lovro Škrinjarič. Lep pozdrav. V Stranki slovenskega naroda pozdravljamo irsko zavrnitev Lizbonske pogodbe. Gre za izraz suverene volje irskega naroda, ki se je na najbolj demokratičen način izrekel, da ne želi sodelovati pri centraliziranju evropske oblasti ter krepitvi evropolitične elite. Izvedbo referenduma na Irskem nalaga njihov pravni red, sicer bi verjetno tudi tam skušali Lizbonsko pogodbo ratificirati poslanci v parlamentu brez vednosti državljanov, kot se je to zgodilo v vseh preostalih državah. Tudi v Sloveniji so nam poslanci odrekli pravico do referenduma in pokroviteljsko izglasovali dokument, katerega vsebine niso niti poznali, saj v času glasovanja dokument ni obstajal v prečiščeni obliki. Tako so se poslanci v večkratnih izjavah sklicevali na pokroviteljske, izmišljene ali naravnost neumne argumente, zakaj bi oni odrekli Slovencem pravico odločanja. Irska je torej edina država, katere narod je odločal o svoji usodi in zaščiti lastnih interesov. Zavrnitev Lizbonske pogodbe pa je posredno zaščitila tudi slovenske interese, saj dokument spreminja Evropo v centralizirano superdržavo, v kateri bi obstajali idealni pogoji za razcvet avtokracije in elitizma. V bistvu pa smo temu priča že danes na nacionalni ravni v Sloveniji. V SSN smo prepričani, da bi bila Lizbonska pogodba zavrnjena v številnih državah članicah EU, če politične elite ne bi blokirale vseh prizadevanj za izvedbo referenduma. Če želite potrditev mojih besed, je dovolj, če preberete kakšno izmed dnevnih novic, ki govorijo o irski zavrnitvi Lizbonske pogodbe. Po mnenju novinarjev namreč so Irci pastiri in nehvaležneži, kar je bilo zapisano na 24ur.com. Po mnenju naših politikov pa je suvereno odločitev irskega naroda potrebno obžalovati. To sta izjavila Jelko Kacin in Janez Janša. SSN je bila edina stranka, ki je resno sodelovala s pobudnikom referenduma o Lizbonski pogodbi v Sloveniji, Zveza domoljubnih društev Hrvardi. Prispevali smo pomemben delež zbranih podpisov za referendum, ki ga je predsednik državnega zbora France Cukjati po našem mnenju protiustavno zavrnil. ZDD Hrvardi je zaradi tega vložila ustavno pritožbo na Ustavno sodišče Republike Slovenije, vendar to do danes o zadevi še ni odločalo. Zadnje izjave pomembnih predstavnikov EU kažejo, da bo skušala evropolitična elita izigrati odločitev Ircev in dejstvo, da je Lizbonska pogodba mrtev dokument, kažete na to, da se demokracija v Evropi ne razvija v pravo smer. V primeru Lizbonske pogodbe, kljub irski zavrnitvi, pomeni smrt demokracije in prava. Pravila so postavljena z namenom, da se jih spoštuje, saj bi sicer nastal kaos. Evropolitična elita je za uveljavitev lastnih interesov očitno pripravljena pohoditi pravo in demokracijo. Ker je ta grožnja resna in resnična, v SSN pozivamo državljane Republike Slovenije k podpori irski odločitvi ter k ozaveščenemu ravnanju ter premisleku, ali trenutna parlamentarna shema sploh reflektira voljo ljudi. Zato je ključnega pomena, komu boste državljani namenili glas na jesenskih parlamentarnih volitvah.